Dragi bratje in sestre, prisrčno pozdravljeni na tretjo postno nedeljo, ko bomo nadaljevali naša razmišljanja ob svetem Jožefu. Danes bo glavna tema Oče v sprejemanju. Sveti Jožef je mož vere, mož sprejemanja Božje volje, predvsem pa je po tem, kar mu je Bog govoril, želel v svojem življenju izpolniti svoje poslanstvo v odrešenski zgodovini. Zgled nam je v sprejemanju in naš priprošnjik, da bi znali sprejeti svojo življenjsko situacijo, saj pridejo trenutki, odločitve, preizkušnje, težave, padci, ko se zdi, da je Bog daleč od naše življenjske zgodbe, ko nečesa nikakor ne moremo razumeti, ni človeških razlag, pa vendarle nam sveti Jožef govori, da ko sprejemamo to, kar nam Bog želi povedati po različnih dogodkih, postajamo močnejši, trdnejši, predvsem pa, da znamo take in drugačne dogodke, lepe in težke, ovrednotiti, jih predelati v sebi in izročiti v Božje varstvo. Sprejemanje ne pomeni to, da smo neko vdani v usodo, nek fatalizem, češ tako je in nič se ne more spremeniti. Nasprotno, sprejeti dogodke, težke in lepe, pomeni, da jih ovrednotimo in vemo, tudi če se je v mojem življenju zgodilo nekaj najtežjega, najhujšega, ali v našem okolju, kjer živimo, ima vse to svoj pomen in lahko se nekaj spremeni. Spremeni pa se že s tem, ko te stvari ovrednotimo in v svojo življenjsko zgodbo vključimo tudi to, da smo krhka bitja, ranjena bitja, da znamo z hvaležnostjo sprejemati lepe dogodke, pa hkrati tudi, da nam tudi po težkih, kot smo razmišljali prejšnjo nedeljo, Gospod govori, če ga poslušamo, in kot je sveti Jožef, zgled v poslušanju je tudi zgled v usmiljenju in nežnosti. Verovati pomeni verjeti, da Bog deluje tudi preko naše šibkosti, krhkosti in nemoči. Papež Frančišek je v svojem pismu z očetovskim srcem zapisal misli o svetem Jožefu, ki nam je pripročnik v sprejemanju, oče v sprejemanju, naslednje misli. Takole papež pravi v tem pismu: Jožef sprejme Marijo, ne da bi ji postavljal preventivne pogoje, zaupa angelovim besedam. Plemenitost njegovega srca ga naučila to, kar se nauči po postavi, podredil ljubezni vsa dejanja. In danes v tem svetu, v katerem je duševno, besedno in telesno nasilje nad ženskami očitno, se Jožef predstavlja kot lik spoštljivega in nežnega moža, ki se kljub temu, da nima vseh podatkov, odloči za Marijin ugled, dostojanstvo in življenje. V njegovem dvomu, kako naj se najbolje odloči, mu je Bog pomagal izbrati tako, da je razsvetlil njegovo presojo. Jožef se je dal razsvetliti, poučiti angelu, poučiti svetemu duhu, da ga razsvetli, vodi, da spoznanja, moči, poguma in ljubezni za odločitev. V našem življenju se velikokrat zgodijo stvari, katerih pomena ne razumemo. Pogosto je naš prvi odziv razočaranje in upor. Jožef svoje razmišljanja pušča ob strani, da naredi prostor za to, kar se dogaja, in ne glede na to, kako zelo skrivnostno se lahko zdi njegovim očem, to sprejme, prevzame to odgovornost in se pomiri s svojo zgodovino. Če se ne pomirimo s svojo zgodovino, nam ne bo uspelo narediti niti naslednjega koraka, ker bomo vedno ostajali talci svojih pričakovanj in posledičnih razočaranj. Duhovno življenje, ki nam ga kaže Jožef, ni takšno, da pojasnjuje
ampak je takšno, da sprejema. Samo iz tega sprejemanja, iz te pomirjenosti, lahko zaslutimo večjo zgodovino, globlji pomen. Zdi se, da odmevajo nevite Jobove besede, ki na ženino povabilo naj se upre za vse zlo, ki se mu dogaja, odgovori: dobro smo prijemali od Gospoda, zakaj bi hudega ne sprejeli? Jožef ni pasivno vdan človek v usodo. Njegova vloga je pogumna in močna. Sprejemanje je način, po katerem se v našem življenju kaže dar moči, ki prihaja od Svetega Duha. Samo Gospod nam lahko da moč, da sprejmemo življenje takšno, kakršno je, da naredimo prostor tudi protislovni, nepričakovani in tistemu, kar je del razočaranja v našem bivanju. Kakor je Bog dejal našemu svetniku: Jožef, Davidov sin, ne boj se, se zdi, da ponavlja Gospod tudi nam. Ne bojte se. Odložiti moramo jezo in razočaranje, ter brez kakršne koli svetne vdanosti v usodo, pač pa z močjo, ki je polna upanja, narediti prostor temu, česar nismo izbrani in vendarle nismo izbrali, in to vendarle obstaja. Takšno sprejemanje življenja nas uvede v skrivni pomen. Življenje vsakega izmed nas se lahko čudežno ponovno začne, če najdemo pogum, da živimo skladno z Evangelijem. In ni pomembno, če se zdi, da se je doslej vse obrnilo na slabo in so nekatere stvari nepovratne. Bog lahko stori, da med skalami poženejo rože. Tudi če nas naše srce kaj očita, je on večji od našega srca in spoznava vse. Ponovno se vrne krščanski realizem, ki ne zavrže ničesar, kar obstaja. Resničnost je v svoji skrivnosti, neupogljivosti in zapletenosti nosilka smisla bivanja s svojimi lučmi in sencami. Zaradi tega apostol Pavel reče: vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. In sveti Avguštin dodaja: tudi tisto, kar se imenuje zlo. V tem celotnem pogledu vera osmisli vsak vesel ali žalosten dogodek našega bivanja. Daleč od tega torej, da bi verovati pomenilo najti lahke tolažilne rešitve ali se prepustiti usodi, češ nič ne morem spremeniti, tako je, moje življenje je zapečateno, naša družina, okolje, ker sem tukaj, se ne more prav nič spremeniti. Sveti Jožef je zgled vere, in sicer, da človeka, ki ne išče bližnjic, ampak se je z odprtimi očmi soočil s tem, kar se mu je dogajalo, in zato osebno prevzel odgovornost in to sprejema v moči sporočila angela, Svetega Duha, ki ga pouči. Sprejema Božjo voljo, sprejema to, kar mu je dano, stiske, bolečine in veselje. In z veseljem sprejema bližnje, Jezusa, Marijo, sorodnike, prijatelje, tiste, s katerimi se srečuje. In v tem nam je priprošnjik in zgled, da bi po zgledu svetega Jožefa tudi mi v molitvi imeli odprto srce, kar nam ljubi Bog spregovori. Da bi znali verovati, zaupati, da ti Boga ljubijo, vse pripomore dobremu. Ta vse pomeni tudi mnoge težke trenutke, nerazumljive situacije, preizkušnje, v katerih človek doživlja vso krhkost in nemoč svojega bivanja. Vključuje tudi trenutke, ko se zdi, da ni nobene rešitve, ampak vsem nam ljubi Bog govori, nas varuje in spremlja. In če to spremljamo, potem bomo končno spoznali
da naše življenje ob vseh lepih stvareh, ki jih doživljamo, nujno vključuje tudi trenutke naše nemoči, krhkosti, grešnosti. Če človek tega ne sprejme, da je to del njegove življenjske zgodbe, če ne čutimo potrebe, želje, prošnje po odrešenju, ki jo naše življenje podarja velikonočna skrivnost Jezusa Kristusa, odrešenika sveta, če tega ne sprejmemo, potem bomo ves čas v nekem uporu, morda resignaciji, razočaranju, v negotovosti. Potem morda bo človek začel životariti in se prepustil nekemu svetobolju, vdanosti v usodo, češ nič se ne more spremeniti. Sveti Jožef, oče in zgled v sprejemanju, je naš priprošnjik, da bi znali z odprtim srcem, s hvaležnostjo za mnoge trenutke, takšne in drugačne, lepe in tudi zelo težke, sprejemati to, kar nam Bog podarja, da bi sprejemali drug drugega, kajti Bog nam že pošilja angele, tudi nam pošilja sporočilo, govori nam po mnogih znamenjih, samo prisluhniti mu moramo kot sveti Jožef, občutiti in osebno doživeti Božjo nežnost, Božje usmiljenje v zakramentu sprave, v zakramentu, ki nam daje novo upanje in nov začetek, in na ta način bomo lahko zares dar drugemu in z hvaležnostjo sprejeli to, da nas ljubi Bog sprejema z objemom ljubezni in daje moči, da bi tudi mi sprejemali drug drugega. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo.